Jaklič po teh hišnih preiskavah in po vsem, kar se dogaja, še kredibilen minister? Prvič je problem za vlado Republike Slovenije, za samo državo, če ministra za obrambo, varovano osebo na letališču v prihodu iz tujine obišče policije in ga odpelje na preiskave. Tako da to mislim, da je ena zadeva, okoli katere mora predsednica vlade resno razmisliti in tudi se na hitro z njim pogovoriti. Kar se tiče same vsebine, je zagotovo zadeva povezana z stvarmi, ki se danes odvijajo v slovenskem prostoru, slabe terjatve, dokapitalizacija bank, so povezane tudi z dogodki, ki so se odvijali okoli projekta Stožec, okoli Grepa in pa okoli mestne občine Ljubljana, ker vemo, da je v tem ovskem omrežju, ki je bilo danes tudi predstavljeno v različnih medijih okoli župana, bilo tudi kar precej direktorjev podjetij v mestni lasti, ki so na nek način očitno zagotavljala osnovo za prejem kreditov. Tisti, ki so za to pristojni, naj čim prej stvari uredijo, naj ne mine 400 dni od enega dogodka do drugega, naj se stvar razčisti in če je minister kriv za te zadeve, če dobi obtožnico, zagotovo ni primer za to mesto in mislim, da bi samo dal takšno podobno izjavo. Se pravi, je treba počakati na razplet dogodkov in potem sledi nek ukrep? Mislim, da je, kot sem že delal, da je sam ugled vlade in pa tudi države s tem že okrnjen. Po pogovoru z predsednico vlade mogoče lahko minister, ki zagotovo več ve o tem kot mi, tudi že predsednici oceni, ali ima to kredibilnost ali nima in skupaj oceniti. Mislim, da so se dovolj blizu, da lahko to ocenita. Zdaj, minister Jaklič je v bistvu eden v vrsti ministrov, ki doživljajo take ali pa drugačne napade, če lahko temu tako rečem, ravno kar poteka interpelacija zoper ministra Viranta, odstopila sta že dva druga ministra, ministr Samo Omerzel je nekako na tnalu. Kako vidite vi trdnost aktualne vlade oziroma kolikšno življenjsko dobo ji še napovedujete? Jaz mislim, da je samoohranitven nagon te vlade precej velik, zato ocenjujem, da se bodo potrudili, da bodo pokrpali vlado, kakršno bo pač ostalo po vseh teh primerih interpelacije in pa tudi odstopu in pa grožnje za odstop. Super. Najlepša hvala.